Ja, jaz imam to čas, da zaključim današnji dan konference in bom govoril nekaj o phishingu v Sloveniji oziroma o zadnjih napadih na slovenske banke in začel bom z enim vprašanjem. Kdo se mi upa odgovoriti na to? Greste na banko, oni vam ponudijo, imate dve možnosti za autentikacijo. Eno je certifikat, se pravi digitalno potrdilo, drugo je one-time password, kalkulatorček. Kaj je bolj varno? OTP pravi Luka. Tukaj še kakšno mnenje? Prosim? OTP. Je kdo za certifikate? Če ni na disku. Ja, če ni na disku, to so že podvariante. Ok, se pravi zgleda. Brez kompliciranja, prosim. Se pravi, OTP je bolj varen kot certifikat. Ja, to je bila v bistvu ena taka dolg časa sprejeta resnica, da če imate tiste kalkulatorčke, potem ste bolj varni. No, za nalaž sem to vprašal, ker to je trick question. Odvisno je od tega, kako hoče nekdo vas napast in vam zvada, pa je certifikat ali pa OTP. Zato bomo danes govorili o phishingu. Phishing je totalno trivialna zadeva. Nekdo vam pošle en mail, noter je en link, vi izkliknete in namesto da pridete na ta prav legitimen spletno mesto od ponudnika ali pa od banke, pridete nekam drugam. Bolj trivialno, ker to ste že težko, v bistvu že težko naredite kakšen napad. Ne? Tukaj imam en primer, recimo enega phishinga, kar so dobili Telemachovi uporabniki. In koliko je tega? Tega je sorazmerno veliko. Na CERT-u smo obravnavali skoraj 300 primerov lansko leto. Vidite, kaj je graf, kako je od 2008 število phishingov narašča. Kaj to pomeni? To pomeni 2 phishing napada vsak teden. 52 tednov, a sem to zračunal? Še več. Skoraj vsak dan, ja. 300 jih je, kaj je še štetno znamo več. In potem, ko smo šli delati analizo, zdaj seveda mi v koš phishinga mečemo razne zadeve. In v bistvu mečemo tist, kjer so cilj oziroma tarča slovenski uporabniki in mečemo tudi tist, kjer imamo phishing spletna mesta v Sloveniji, so pa to phishingi za PayPale, za tuje banke in tako naprej. In tukaj imate v bistvu analizo za 2004, se pravi 40% od vseh teh primerov je bilo usmerjenih na slovenske uporabnike, kar se meni zdi sorazmerno kar veliko. In danes bomo opisali en primer, ki se je pa zgodil konec januarja. Konec januarja smo imeli en teden trajajoče phishing napade, ki so bili usmerjeni na 6 bank, 6 slovenskih bank, zdaj tole z lastništvom je že malo kompliciran, 6 bank, ki poslujejo v Sloveniji oziroma na njihove podružnice v Sloveniji oziroma na komitente, na slovenske komitente teh 6 bank, ki verjetno najbolj prav da povem. To se je začelo dogajati 23.1. Smo dobili prva poročila o nekih phishing spletnih straneh. In potem je bilo zatišje čez vikend in se je nadaljeval od ponedeljka naprej ta teden. Zakaj jaz tukaj danes govorim o phishingu? Rekel sem, to je totalno trivialna zadeva. Bolj enostavno, kot to v bistvu ne morete imeti nekih napadov, ampak vseeno, ko smo imeli v bistvu mi ne tak enostaven phishing, kakor ga imamo ponovati, da ne bo v bistvu razpošle nekaj mailov, postavlja eno spletno mesto, mi poskrbimo za to, da se ga čim prej odstrani iz neta. Če v bistvu zadeva traja nekaj časa, se tudi mi na CERT-u lahko naučimo določene lekcije. In v bistvu tudi mi ugotovimo, da so zanimivosti v tem phishing incidentu, da delamo neke analize in ugotavljamo nove zadeve. In o tem bom jaz danes govoril. Tukaj so primeri, kako so te phishing izgledali. Že tako na prvi pogled lahko vidite spet zelo enostavno. Še logotipov od bank ni bilo vedno noter. In lekcija, ki jo iz tukaj lahko vzamemo, še vedno zadosti ljudi to klikne. Ljudje na to kliknejo in v bistvu pol grejo izpolniti svoje geslo in tukaj pridemo nazaj na tist, kaj je bolj varno. One-time password ali certifikat. V tem primeru je certifikat bolj varen. Zakaj? S phishingom vam lahko berejo geslo. Če je one-time password, se pravi, če je geslo za enkratno uporabo, potem imajo malo težav, potem vam morajo razmisliti o taktiki, ali vam bojo enega za drugim, jih ene par, pa potem imajo neko časovno okno, v katerem lahko to izkoristijo,
Če pa hočejo certifikat vzeti, kaj morajo narediti? Potem pa že rabijo v bistvu nekega trojanca, neko škodljivo kolo, nekako morajo priti do vašega računalnika in potem, če je certifikat na disku, vam ga lahko vzamejo, če ga imate na zunanji napravi, na zunanjem USB disku, je to potem že težje. Se pravi, v bistvu se malo ta logika obrne, ne? In vidimo, odvisno je od vektorja napada. Se pravi, ne moramo reči, ena zadeva je bolj varna od druge. Kaj ste lahko opazili tukaj, če lahko preberete to mehne črke, to, da so v bistvu vsakič drugo spletno mesto oglaševalo. In to je že prvi rezultat, ki vam ga lahko pokažem. V tem tednu dni, ko smo obravnavali te zadeve, smo zbrali 22 preusmeritvenih spletnih mest in 12 pristajalnih, se pravi landing siteov teh pristajalnih mest. In če naredimo hitro en tak pregled, kako so razvrščena po svetu, to v bistvu priznam, mogoče ni za to publiko, ampak je bilo za kakšno drugo, da se koga impresionira, tako je zemljevidom, da se malo točke gor piše, wow, it's a global attack. To je v bistvu dosti običajno. A kdo ve, kje te storilci dobijo ta spletna mesta? Kako lahko naberajo teh, ne vem, 30-40 spletnih mest, preden začnejo kampanjo? Ideja? Prosim? Odrejo. Kako odrejo? Tako je, točno. Točno se je pokvariti. Kako mi vemo na CERT-u, recimo, kako odrejo? Vemo zato, ker obravnavamo tudi druge primere in tukaj imamo primer razobličen, kako je šlo po času in vidimo to, ta džumlin vrh, mi temu rečemo. Na začetku 2013, ko so sicer stale ranljivosti, ampak naenkrat v bistvu bil val teh razobličen in vidimo ta glavni entry point, oziroma vstopna točka, pardon, po slovensko. Ta glavna vstopna točka so slabi te sistemi za upravljanje z vsebinami, content management sistemi. Vodi Joomla je ta prva, sledi pa WordPress. Potem so pa tudi druge rešitve, ampak to so zdaj tiste vstopne točke, skozi kjere v bistvu ni treba, da pridejo do sistema, pa da lahko delajo vse na sistemu. Zadosti je to, da v bistvu par PHP-jev namestijo gor in tam je že phishing site. Zakaj imajo preusmeritvena spletna mesta, pa pristajalna spletna mesta? Zato, da v bistvu mogoče dajo še en korak in da so tista pristajalna spletna mesta malo bolj zaščitena, mogoče tudi za čist trivialne pristope, tam, ki se reče samo tole preusmeritev ukinte. Ok, ko smo začeli to preiskovati, mi imamo to prednost, da delujemo znotraj javnega zavoda ARNES, ARNES, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, upam, da veste vse, je pa tisti javni zavod, ki daje povezljivost univerzam, raziskovalnim inštitutom, šolam, se pravi raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam, kulturnim ustanovam in tako naprej, kar pomeni, da smo ISP. In če smo ISP, vsakič, ko pride v bistvu do tazga napada, ki je nacionalnega pomena, če temu tako rečem, to pomeni, da je zelo velika možnost, da bomo mi na našem vzorcu prometa lahko zabeležili dovolj nekih indikatorjev oziroma dovolj tega prometa videli, da bomo lahko na podlagi tega naredili kakšno analizo. Kakšno analizo? Recimo, šli smo pogledati, kako se širijo ta phishing sporočila. Videli smo, da uporabljajo neobstoječe domene, se pravi, uporabljajo domeno od banke, pa potem prekopajo še sc.si ali pa kaj tazga, tukaj vidite, kjer je probanka.si.si, pa to je nekaj skbindex.si, ali tako modificirajo in ARNES-ovi poštni strežniki, imamo, ne vem, nekaj 10 000 uporabnikov, imajo poštne predale pri nas. Na ARNES-u zavračamo pošto iz neobstoječih domen. To ni tako samo po sebi umevno, zato ker vemo, da ne delajo tega vsi slovenski ponudniki. In zanimivo vprašanje je, oziroma zanimivo odgovor na to vprašanje, zakaj drugi ponudniki tega ne počnejo, zakaj ne zavračajo pošte, ki prihaja iz neobstoječih domen, saj potem njihovi uporabniki ne bi bili izpostavljeni takim phishing napadom. To je nekaj, kar bomo verjetno povedali na kakšnem sinok sestanku ali pa sestanku registrarjev, kjer so te predstavniki teh operaterjev, jih vprašali in bomo verjetno dobili neke odgovore, ki imajo nek smisel za pač njihovo okolje. Ja, ni to net neutrality. To je neka druga zadeva. Ti v bistvu promet, ki ga ne bi smeli biti, vržeš stran. Rečeš, to je nelegalen promet, v bistvu ne bi smeli iz tega prehajati, verjetno zaradi poteka domene, potem še. Ampak pustimo to. In kaj lahko tukaj vidimo, se pravi, če smo tole na splanku spremljali, kako je ta promet oziroma ta zavrnjena sporočila
kakšna je količina teh zavrnjenih sporočil, smo lahko že imeli nek občutek, ko smo prišli do torka, smo nekako že lahko rekli, ok, vse nekako zgleda takole v upadu, se pravi, še nekaj časa bomo delali, pa se bo zadeva izvenela in do konca tedna v bistvu bo zadeva končana. In v bistvu lahko vidimo potem tudi, aha, zdaj se je pa spet začel. Se pravi, to je tisti feedback, ki ga lahko dobimo in kaj lahko še iz tega ven potegnemo, koliko phishing napadov je bilo usmerjeno na kjer obako. In tukaj vidite porazdelitev, ko smo jo naredili, skoraj polovica napadov je bila usmerjena na NKBM. In spet gre v glavnem za ciljanje na banke, ki uporabljajo OTP, se pravi rešitve, jasno, zato ker pač, če uporabljajo certifikat, potem je to ovira za njih. Druga zadeva, ki jo lahko vam potegnemo, je iz katerih poštnih strežnikov vse zadeve pošiljajo. In tukaj vidite, glavnina je šla iz everservers.net, potem je še nek software.com, iz katerega se je pošiljalo, potem so pa tukaj slovenski poštni strežniki 20% prometa, ampak potem, ko smo šli malo globi gledati, smo ugotovili, da teh 20% tega prometa je bilo v bistvu neko odbijanje, ping-ponganje zavrnenih mailov, pa poskušanje še enkrat, pa malo samo skonfigurirani poštni strežniki, ki ne vrnejo ta prave napake in se potem tole v sistemu nekaj časa cikla. Tako da to je v bistvu bolj šum iz ozadja. V glavnem gre za dva poštna strežnika. In to je bil že v bistvu povod za enega od prvih ukrepov, ki smo naredili. Obvestili smo vse ponudnike v Sloveniji. Iz teh dveh poštnih strežnikov prihajajo phishing maili, dajte promet zablokirati. Zdaj, mi smo bili tako rekli. Sugerirali smo. Lahko razmislite o tem, da bi promet iz teh poštnih strežnikov zablokirali. Pa ne pa oni pogledajo, imajo iz teh dveh še kakšne legitimna sporočila, ali ne. Jaz bi dal roko v ogen, da jih ni bilo. Da to bo v bistvu vse za phishing. In pa smo rekli, ok, smo šli najprej na tiste, ki so preklopili na SIX, na Slovenijo Internet Exchange, smo rekli, sam ponudnikov je več in uporabimo pa drugo stvar, za kjer imamo dostop, ker na Arnesu dela pa tudi register slovenskih domen in oni imajo pa seznam vseh registrarjev. Se pravi, vseh tistih, ki registrirajo domene v Sloveniji in vsak, ki ima hosting, ki ima več kot 2 stranke, registrira tudi domene za to, da ponujajo vse v paketu, tako da prek seznama registrarjev dobimo tudi vse ponudnike gostovanja in smo obvestili še Minkosa. Pol je standardna akcija, kaj mi počnemo pri phishingu, probamo ukiniti to spletno mesto, oziroma, kot rečemo, v žargonu naredimo probamo narediti takedown tega phishing spletnega mesta. In tukaj imam primer odgovora iz Rusije, ker tista pregovorno pravilo je, da če pa v nekaj v Rusiji, potem pa brez veze, da se s tem sploh ukvarjamo, zato ker tam se nam ne zgodi. Vidimo, da ni res. Imamo odgovor iz Rusije in tam je error 502 iz serverja, ki on skosal zadevo ukinil. Se pravi, tudi v Rusiji lahko dosežemo prek tega kanala, prek naše mreže CERTov določen odziv. Drugi ukrep je seveda bil, da gremo na sezname za varno brskanje. To nekaj bo omenil že zjutraj, ker je od Nilo prezentacija je bila v bistvu tudi tista rešitev, da ima nekaj tazga. Mi smo tukaj v bistvu prvi začeli masovno to početi. Običajno je tam gre za eno spletno mesto in greš na tist Google online obrazec in stolnaš ono capture in je. Zdaj, če ti stalno prihajajo novi spletni naslovi, to postaja zamudno, smo morali najti druge kanale. Postajajo drugi kanali, da se v bistvu lahko po mailu to sporoča. In smo tudi opazili zanimivo stvar, pri temu ponudniku, prek katerega kao to razširi na vse te sezname blokiranja. Na začetku traja 12 ur, da je prišlo to na Safe Browsing listo. Potem proti koncu te kampanje je bilo 3 ure, ta odzivni čas. Kar nam je dali misliti, da verjetno imajo v bistvu nek reputation-based scoring za prijavitelje phishing sajtov. In potem sem zvedel, da se dobil povratno informacijo, da to dejansko je res. Tako da, to je bil drug ukrep, ko smo gledali, pa smo šli pa seveda tudi raziskovati. In smo našli tudi zip file, ki so ga odložili, se pravi, to je bil paket, phishing paket, ki so ga oni polirali na ta contact management server, tam razpakirali in je bila zadeva v redu. Tukaj, kar je bilo zanimivega, nobene dramatične tehnološke novosti, kar je bilo zanimivega, je to, da
gesla niso pošiljali po mailu, kot je nekam na Gmail račun, kot je to običajno, ampak so jih sredovali v datoteke lokalno na tem strežniku. Bi kdo ugibal zakaj? Zato, ker lažje zakrijejo svoj izvor. Če tam noter napišejo nek poštni naslov, potem v bistvu mi to potegnemo dol phishing site, vidimo, zanaliziramo in vidimo, aha, ok, pošiljajo na ta poštni naslov, gremo kontaktirati ponudnika in tam se zbirajo informacije. Tukaj pa oni poskrbijo za to, da prek Tora ali pa nekako pridejo in v bistvu downloadajo te fajle. On najprej, ki piše v logih, težko ga bomo dobili iz teh phishing spletnih mest, ki so razsuti po vsem svetu, pa tudi, če dobimo, bo verjetno neka anonimizacija od zadnje. Šli smo pogledati, kaj je noter pisal, kako izgledajo te phishing spletne mesta. Spet, kakšne drame tukaj ni, razen tega, da v bistvu nekako, ko pogledamo to kodo, lahko ugotovimo, da niso bili coding supermen. Se pravi, da niso bili najbolj, ne vem, blazno usposobljeni programeri, ampak spet, ni vam treba biti za to, da postavite tak phishing spletno mesto. In zjutraj, ko sem poslušal Milovo predavanje, me je takoj zanimalo, da vse phishing spletno mesto ni treba posrkati, ker je bilo tisto moje vprašanje, kako vi zaznavate, kdaj pride za v bistvu nekoga, ki kopira vsebine dol iz spletnega strežnika, zato bo postavil phishing spletno mesto, kdaj gre pa zato, da je nekdo sam kliknil na vašo spletno stran. Ker v bistvu kjer vzbruzga, kakor to, da poberejo samo tist, kar se vidi na login strani, pa mogoče pa še na eni strani dol, ne rabijo. In tudi ni treba, da so neki blazni programeri za to, da naredijo phishing napad, ki jim bo prinesel denar. No, in potem še en ukrep, ki se mi zdi zelo pomemben, oziroma smo tudi ugotovili, da ima zelo dober efekt. Mediji. Da se preko medijev začne obveščati javnost. To je mogoče doskrat kot nek afterthought, da rečemo, aha, dobro, ja, kaj imamo ta incident, tole se dogaja, ne? In je pol bolj za razmišljati, ja, kaj če bi potem še kaj medijev, ki bi to zanimljiv. Tukaj smo dosti hitro to informacijo dali v javnost in se je izkazali, da je bilo prav, da je bila tako formulirana, jo je tedaj tako dobro formuliral, da so jo mediji povzeli, da se je dosti hitro razširila in verjetno je tudi to pripomoglo k temu, da polka smo gledali recimo tele podatke, smo tudi une tekst file, kamor so shranjevali gesla, smo se gledali tudi mi dol podatki za eno parih strežnikov. In kaj vidimo? Ko se začne njihova kampanja, vidimo neka uporabniška imena in neka generirana gesla, ki izgledajo kot pač resnično uporabniška imena in dejansko gesla, ki dajo verjetno nekomu dostop do tiste rešitve. Potem, kasneje, v drugi polovici fajla se pa tole pojavlja. In interpretacija je to, dobro, kakšen od teh aksesov je verjetno iz banke, je šef IT-a zmoril sporočilo hotel pustiti. Verjetno je pa tudi to, da ker se je začelo o tem v javnosti govoriti, ljudje so bili obveščeni in so iz radovednosti šli pogledati in potem začeli bedarije noter pisati. In pol tudi jasno vidimo, aha, ok, zadeva tudi ni več toliko kritična, ker smo zgleda dosegali za dosti javnosti, da imamo ta efekt, da v bistvu dajo lažne podatke noter. In ta, mogoče bi omenil, tole, da je bilo tole še 69-krat retweetan, mislim, da je to največji retweet, kar smo ga doživeli. Kar je zelo dober rezultat in v bistvu veliko dajemo na te družabne omrežja. V glavnem na CERT-u je Twitter tist, ki je nekako centralen, zanimivo na našem programu za večje navadnje na internetu, pa Facebook page tist, ki pritegne največ ljudi oziroma kjer dosežemo največ ljudi. In zdi se nam tudi pomembno, oziroma smo pazili tudi na to, da pri taki kampanji, ki traja en teden, da je tudi treba našim sledilcem dajati potem podatke, kaj trenutno se dogaja. Mislim, da je vse baterija. Vse mislim, da dosti glasno govorim. In zdaj se nam je tudi pomembno, da dajemo nazaj v javnost take informacije, kaj se dogaja, mogoče kakšen graf, ki sicer ne bo jih vsakmu kaj pomenil, se pa verjetno fino zdi, da v bistvu, da ne samo mi prijave sprejemamo, ampak da tudi dajemo potem nazaj neke rezultate, da rečemo tukaj poteka zdaj to so naše aktivnosti in tako gre zavedamo.
In če povzamem ta naš incident, teh phishing napadov, dobili smo 84 prijav v enem tednu, kar se nam zdi zelo veliko. To je, hvala, čas čujem. Dobili smo 84 prijav in en komentar tega je bil v našem timu, da v bistvu smo zgradili, da smo uspeli zgraditi človeški honeypot. Ko se v Sloveniji začne nekaj dogajati, imamo zadost ljudi, ki vejo, da morajo to sicer poslati in to nam je omogočalo, brez tega mi ne bi v bistvu mogli zbrati tega seznama spletnih mest in ne bi mogli delati takedown, ne bi mogli na sezname za varno brskati. Tako da to se mi zdi zelo koristno in bomo delali na tem, da ta honeypot vzdržujemo. Imeli smo 42 preiskav, pa pri temu rečemo v našem žargonu, se pravi iz incidenta, enih takih spin-offov, to so takedown in tako naprej. In opažanja, zelo pozitivno dober odziv uporabnikov. Risam pa jih še vedno čisto dobro, kaj so pravzaprav dobili, ker nimamo od vseh povratne informacije. V ene parih smo dobili povratno informacijo, v ene parih ni obenega glasu nazaj. Zato čakamo na prvo priložnost, da se bomo z njimi dobili in bomo predstavili, kako je to z naše strani potekali in jih vprašali, kaj ste pa vi kaj naredili, ste kaj naredili, niste, zakaj niste in tako. Ruski in beloruski cert sta presenetila, zelo hitro smo dobili odziv od njih, in to je tisto, kar sem rekel, čeprav mislimo, da je ni deli sveta, da je tam črna luknja in da se nič ne stopni, zelo dobri rezultati, med tem, ko so Francozi razočali. Mislim, da smo 3 dni čakali, da smo v bistvu odstranili tisto spletno mesto. Kaj bomo tukaj naredili? Počakamo na naslednji sestanek evropskih centrov, kjer imamo zaprto seanso akreditiranih centrov in bomo to pokazali. Bomo gledati, če bojo kaj farba. To je nekaj, kar lahko tudi mi kot mali cert naredimo v tem okolju. In potem je tudi zelo pomembna lekcija za nas, ker včasih smo že na tem, da razmišljamo, kako je to Sisyfovo delo, oziroma po ameriško whack-a-mole igra, ker enega okinaš, pa se nekje drugje pojav, vidimo, da lekcija je tukaj. Če dosti to počnemo, potem se bomo zmatrali in šli drugam. In dejansko se to zgodi, vsaj interpretacija naša je, da po enem tednu dni so ugotovili, zdaj pa nimamo več tistega return of investment zadostnega in gremo pogledati, če so mogoče še kje, da kakšne banke v drugih državah, kjer pa niso kakšne človek, ki nam delajo phishing sajte in tako. In premali smo se v bistvu, nismo pomislili zadost na to, da se da s kakšnimi takimi ukrepi preko postmasterov v Sloveniji, ki imajo tudi neko svojo skupino, nek poštni seznam, ko se obveščajo o spam filteringu, o novih receptih za spam assessment in tako naprej, da bi to uporabili. Imeli smo spet srečo, da tisti, ki je član postmasterov na Artesu, da je to opazil in je ne da bi mu ni rekel, začel delati nove recepte in jih pošiljati okrog. In to smo si zapomnili, smo rekli, naslednjič moramo pomisliti tudi na to, da to je tukaj en kanal, kjer da lahko pošljamo informacije naprej. Kaj nas čaka naslednjič? Tukaj nismo imeli nobenega malega oziroma škodljive kode. To se je dogajalo isti čas, ko smo dva bila tudi na sestanku evropskih certov, da smo imeli predstavitve, so to Švicari predstavili napredne napade na banke, kjer je malware, tudi za Androida, ki prestreza SMS sporočila za dvofaktorsko autentikacijo in v bistvu z DNS preusmeritvami dela meni navidne napade, ali pa potem, ko ugotovijo, da te DNS preusmeritve so vidne tudi recimo kakšnim certom pa bankam, pa se lahko analizirajo in v bistvu tudi mečajo in polena pod novi, grejo na to, da v bistvu izpostavljajo proxy infrastrukturo in okužba naredi proxy nastavitve. Tiste samodejne proxy nastavitve, ki se bo za določene banke preusmerili promet na proxy strežnike, ki so pod nadzorom storilcev. Rezultati so, jaz moram v bistvu tudi tukaj reči, da smo tukaj delali zelo dobro s bankami. In če je tisti spet pregovorno, so banke bile neke stranke, ki so ponovati raje imeli, da so o tem sploh nič ne govorili, tudi če niso oni krivi za te napake. Vidimo zdaj, da so spremenili odnos, že pred nekaj časa, in so bili pripravljeni na sodelovanje in smo skupaj lahko rešvali te
zadeve in potem tudi v okviru Združenja bank Slovenije in predstavil to in iščemo nadaljne korake, kako bi to, tukaj to sodelovanje še malo izboljšalo, tako da naslednjič, ko bomo doživeli nekaj tasga, bo v bistvu mogoče zadeva še hitrej, tekla podobno s policijo. Centr za računalniško preiskovanje ima generalni policijski upravi, Ministrstvo za notranje zadeve, verjetno ne poznate Tonija Kasteljica, ki vodi to, smo imeli tudi sestanek z njimi in smo v bistvu primerjali zapiske. Kaj smo mi naredili, kaj so oni delali, kje je bilo v bistvu nekaj še manj koti, kaj bi lahko še boljš, kje bi se lahko še informacije izmenjevali, da bi hitreje to naredili. In kaj vemo tudi, da potem, ko se je ta teden počel, so šli na Hrvaško. Torej, točno to. Ko so se zmatrali v Sloveniji, so šli na Hrvaško in smo lahko tudi kolegom iz Hrvaškega nacionalnega centra pomagali pri tem, kar smo mi že vedeli. Lastnosti tega smo tudi že povedali, ki lahko najdejo phishing sajte in podatke o komitentih. Ne vemo pa, a so šli potem še kar naprej. Zato, ker če so šli pa potem še naprej, da so šli v Bosno, v Srbijo, tam pa ni certo. Nimamo komunikacije in tam tudi ne vejo, kaj se dogaja. Mogoče posamezna banka nekaj ve, nimajo pa tiste velike slike, ki jo lahko na centru na nacionalnem. Vsem bi nam dali na policijska enota upravljati. To ja, ampak oni niso policijska enota, ima probleme pri odzivanju na incidente, zato pa oni torej najprej pogledati, a kjer člen zakona je bil kršen, a se to preganja po vladni dolžnosti. In mislim, da so niso to se pogovarjamo, ker delamo pa tudi na tem, v bistvu na tem nekem regionalnem sodelovanju spodbuje, da bi se tam nekaj izgubili. Ja. Tako. Ja. Se bo malo o tem, tako da vemo, da so šli drgati in za zaključek bi mogoče še to. Na lanskem heku smo v bistvu nastavili tudi nekaj poročilo o mrežni varnosti od CERTA. Letos so nas dogodki v bistvu toliko bremenili, da smo glih za en teden smo zamudili. Tako da recimo tole grafiko vam lahko pokažem. Imamo že ta prve verzije poročila, ki pa bo stiskalo v naslednji teden, nekaj pa boste tudi dobili po pošti. In tukaj so pa ta prvi nekaj izpostavljene zadeve, se pravi v 6 letih 6-kratnih porast incidentov, ki smo jih na CERTu obravnavali, 127 box napadov, spet 12 jih je bilo tarče v Sloveniji in nekaj smo začeli beležati prejšnje lete tudi za spletne goljufije oškodovanje. In tukaj imamo že prve podatke o tem, koliko je povprečno oškodovanje od nigerijskih prevari 570 evrov. Ko se rečete, kdo na to nasede, ja, jih je kar nekaj, mislim, da je konkretno takih. A za nigerijske zbira, kdo te podatke Mi imamo, ampak tukaj je v glavnem Gmail se upravlja. Zakaj? Zato, ker Gmail anonimizira pošiljatelja in v bistvu reče ravno zahtevo lokalnega law enforcement sodišča, kar pomeni mednarodno sodelovanje. Ja, in za vrednost 570 evrov, kaj bo Američani, ko bodo to dobili na mizo, a bi vi dali odredbo za dostop do podatkov na Google za ta account, poškodovanje 570 evrov, lahko vprašamo našo policijo, kaj se. Hvala za pozornost, to je bil opis phishing incidentov.